Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo poslovala v občini Kranjska Gora. To je bilo prvič v 22 letih, da se je varuh službeno mudil v Zgornjesavski dolini. In kakšen je bil odziv? Najavljenih in tudi prišlo je 7 pobudnic oziroma pobudnikov. Skupne niti vsem ni. Vsak svojo zgodbo, nekateri problemi zelo osebni in ker gre za zaupne pogovore, jih ne moremo predočiti. Sicer pa morda zanimivost, ki se pojavlja tudi drugod, opeharjeni delavci, brez plač, brez plačila prispevkov, ni samo eden, jih je, gospa je govorila o večjem številu, ki se zgražajo pravzaprav in tudi varuh nad nemočjo države, da poskrbi za to, da do tega ne bi prihajalo, če pa že in ljudje uspejo v pravdi, bi morali imeti tudi ti ljudje, ki živijo na veliki nogi, sredstva, da bi jih lahko rubili, vendar se izkaže, da imajo veliko podjetij, mnoge lastnike in na koncu ti delavci ostanejo po pravdah celo brez denarja. Potem pa čisto take zgodbe tudi medsosedski spori, kmetijska zemljišča in pravzaprav poti, spori s sosedi, kakšne druge skupne niti ne bi mogla potegniti med vsemi zgodbami, ki jih povedo. Ljudje pridejo z eno, potem pa odprejo tudi več zgodb. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je srečala tudi s podžupanom Bogdanom Janšo. Ja, s podžupanom se srečamo običajno v prihodu zjutraj in potem kasneje na obširnem pogovoru. Zadovoljni smo z občino, ki je prijazna vsem ranljivim skupinam. Pogovorili smo se tudi o enem konkretnem primeru, občina ga pozna. Sicer pa kakšnih posebne problematike nismo zaznali. Veseli smo, da ni hujših socialnih stisk, o tem ljudje niso poročali in da je občina prijazna ljudem in dostopna. Podžupan občine Kranjska Gora Bogdan Janša pa je obisk varuhinje videl takole. Jaz bi se na začetku najprej zahvalil varuhu in pa sodelavkam in sodelavcem iz urada za to, da so obiskali našo občino in se seznanili. Ne glede na to, da je bilo malo primerov, je prav, da v bistvu se vsakega obravnava enakovredno. Kar se tiče same občine, je za nas to zelo pozitivna izkušnja, da smo lahko prvič gostili varuha, drugič pa, da smo se vsi skupaj tudi nekaj naučili, kako te zadeve v praksi potekajo. In jaz verjamem, da bo to nekaj izhodišča in pa neko vodilo za to, da bo občina še bolj pozorna na ta področja in da bo zdaj vedela, kje se takoj obrniti pa kam. Ne glede na to, da je samo en primer bil res tisti, ki se je dejansko, dotikal občine, pa še ta ni bil tak, da bi ga lahko občina rešila. Reševalni helikopter Borduš je v torek prispel v Slovenski planinski muzej v Mojstrano. Tam bo na ogled obiskovalcem in bo popestril muzejsko zbirko. Glede na to, da bo drug let 50 let od prvega reševanja, v katerem je bil uporabljen helikopter, se mi porodila ideja, da je škoda, da helikopter stoji v hangarju letalske policijske enote. In v priliki sem generalnega direktorja policije mu to omenil in se je takoj zagrel in se speljal v postopek, da je danes to, kar se dogaja. To se pravi, da smo helikopter pogodbeno in Ministrstvo za notranje zadeve ga dalo v muzej, kjer bo razstavljen naslednjih ne vemo koliko let. Helikopter je bil nabavljen z namenom nudenja pomoči in podpore pri rednih policijskih nalogah, a se je hitro pokazalo, da je lahko uporaben tudi v gorah pri reševanju. Prvič je bil spomladi marca meseca 1968 ob nesreči v Snežnem plazu pod Mojstrom pred Slemenom. Nekaj fantov se je odločili, da bo z vrh Vršiča šlo na prireditev v Planico in med potjo jih je zajel plaz. Takrat je ta helikopter gor pripeljal opremo reševalcem. Nazadnje pa po podatkih, ki jih razpolagam jaz, je šel iz uporabe leta 1984. Ta helikopter se je dosti več, pa višina krederce ni mogel dvigniti. V samem njemu je poleg pilota lahko sta bile še 2 osebe ali pa malo več opreme. Kaj drugega se s njemu ni dal.
No, danes imamo moderne, boljše helikopterje, večje, kjer lahko večje število reševalcev pripelje več opreme. Uporablja se elektromotorni vitel, tako da praktično v zraku ponesrečenca spravijo v helikopter in ga odpeljejo naprej v zdravstvene ustanove. To, da je helikopter pristal prav v Mojstrani, je seveda velikega pomena za planinstvo in tudi Zgornjesavsko dolino. Vloga je izjemno velika, v bistvu se pravi, ne samo med planinci, gorniki in alpinisti, ampak nasplošno tudi, bom rekel, zgodovinskega pomena za ves alpinizem, vso planinstvo v Sloveniji. In prav je, da je pravzaprav tudi helikopter, ki je bil, bom rekel, namenjen za to, da je pomagal pri reševanju in marsikatero življenje tudi rešil, da dobi svoje mesto prav v Slovenskem planinskem muzeju. Ne nazadnje je Mojstrana izhodiščna točka za vse 3 doline, za dostop do Triglavskega pogorja in pa do našega Triglava, in pa pohodniško in gorništvo in pa alpinizem je seveda doma v Mojstrani, in dejansko smo res veseli, da je pač policija in pa vsi skupaj, da so prepoznali to priložnost in pa idejo in jo pač vzeli za svojo in nam omogočili, da bo helikopter dobil svoje mesto v Planinskem muzeju. Muzejski večer Borduš, prvi helikopter, ki je sodeloval pri reševanju v naših gorah, bo v soboto ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Sicer pa je Mojstranski muzej te dni prejel Valvazorjevo priznanje za projekt Pobeg v bivak. Ja, tako rekoč, veliko stvari nam v mesecu maju, v mesecu, ko v muzeji praznujemo svoj praznik muzejev, prinaša v Gornjesavskem muzeju Jesenice, in prav vse nove pridobitve ali pa odmevnejše stvari so povezane s Slovenskim planinskim muzejem. Pridobili smo namreč, Slovensko muzejsko društvo nam je podelilo Valvazorjevo priznanje za leto 2016 za projekt Pobeg v bivak, ki smo ga ustvarili sodelavci v muzeju, zunanjimi izvajalci, mojstri igrifikacije, timom Enigmarium in seveda ob podpori občine Kranjska Gora, župana Janeza Hrovada. Danes, tako rekoč dan po prejemu, dan po priznanju, po Valvazorjevi priznanju, pa pripravljamo za vas, obiskovalce, novo pridobitev. Namreč v sodelovanju s slovensko policijo gostimo helikopter slovenske policije, ki je bil kupljen prav tako v mesecu maju, natanko pred 50 leti. Gre namreč za pomemben eksponat, ki govori in priča o tem, da so pred 50 leti pri gorsko-reševalni službi pričeli uporabljati helikopter. Seveda se to ni zgodilo v letu 67, ampak takoj v zimi prihodnjega leta, v januarju 68. Kaj je Burdoš, od kdaj je, kakšno vlogo je opravljal in kako zelo pomemben je bil za naše gorsko-reševalce, planince, alpiniste, boste izvedeli v našem muzeju ob številnih dogodkih, ki jih pripravljamo tudi ob pridobitvi novega eksponata. Po Zgornjesavski dolini je kranjskogorski znameniti turistični avtobus rdeče barve v sredo zapeljal s posebnim namenom. Danes smo se v organizaciji Turizma Kranjska Gora podali po občini. Ponudnikom smo predstavili novosti, ki jih turistična destinacija Kranjska Gora ponuja. Sam namen pa ni bil samo predstavitev novosti, ampak tudi srečanje in pa spoznavanje med ponudniki samimi. Lahko rečem, da od lanskega leta v Kranjski Gori kar nekaj novih ponudnikov, predvsem hotelirjev, in mislim, da je glavni namen predstavitev bil namenjen prav njim. V celem dnevu si želimo ogledati, to se pravi kraj od Rateč pa do Mojstrane. Začeli smo sicer v Topolinu, ki je naša vstopna točka v samo dolino, kjer bomo do sredi poletja pripravili oziroma naredili tudi informacijsko-turistični center, ki bo vsem obiskovalcem Kranjske Gore, občine Kranjska Gora, dal tiste informacije, ki si jih želijo, da bo predstavil ponudbo tako, kot se zagre, in predstavil v bistvu našo dolino v najlepšem pomenu besede. Slovenski planinski muzej je bil predstavljen tudi kot novost, in sicer od včeraj vsi vemo, da je prišel nov eksponat, helikopter, kateri je v bistvu kot vsebino zelo popestril ponudbo Slovenskega planinskega muzeja. Tudi to smo predstavili, potem pa nadaljevali pot po dolini Kranjska Gora, Podkoren, Rateče.
kjer od lanskega leta, to večina naših ponudnikov tudi še ne ve, imamo odprt turistično-informacijski center v sklopu Kažnikove hiše, pa potem seveda mimo obiska nordijskega centra Planica seveda ni šlo. Novosti je bilo kar nekaj, mislim, da bo dan uspešen, da so se ponudniki naučili veliko novega, se spoznali in bojo lahko pripravljeni za vsem znanjem vstopili v novo poletno turistično sezono, od katere pa ponovno pričakujemo dobre rezultate in pa zelene številke. V letošnji poletni sezoni bo avtobus seveda znova na voljo tudi za turiste in ostale obiskovalce Kranjske Gore. 7 različnih zborov in s tem tudi več kot 150 pevk in pevcev iz vse Slovenije se je včeraj zbralo v Mojstrani. Zborom, ki prepevajo raznolike pesmi in jih oblikujejo pisane zasedbe s člani vseh starosti, je poleg ljubezni do petja skupna še ena stvar. V svojem imenu vsi nosijo besedo zvon. Prav zaradi tega so se letos že 19. zbrali na tradicionalnem dogodku imenovanem Zvonarjada, ki ga je organiziralo društvo Triglavski zvonovi. Na koncertu so nastopili pevsko društvo Savinjski zvon, mešani pevski zbor Šentviški zvon, mešani pevski zbor Zvon Muta, mešani pevski zbor Šenčurski zvon, moški komorni zbor Mengeški zvon, pevsko društvo Zvon Šmartno pri Litiji in seveda vokalno-inštrumentalna skupina Triglavski zvonovi. Za nami je 19. zvonarjada, ki smo jo tokrat gostili Triglavski zvonovi iz Mojstrane in Dovja. Gostili smo več kot 150 pevcev iz različnih krajev po celi Sloveniji. Organizacijsko pomeni tak velik dogodek, velik zalogaj, tako z vidika financ kot tudi z vidika same izvedbe. Pevci so danes tekom popoldneva obiskali 2 lokaciji. Tukaj v Radovni bomo jih popeljali v Pocarjevo domačijo, znano staro hišo in stare običaje. Na hlevu gospodarskega poslopja pa jim bomo odigrali nekaj izsekov iz naših rajš po poteh triglavskih pravljic. Duhovnik, dolg jezik imaš. Ne, že dobro. Sem že veliko dobrega tudi zaslužil. Ja. Kaj moram pa tudi zaslužiti, ne? Ja, seveda. Tiste svinčnike, ki si rekel, da mi jih boš z Ljubljane prinesel. Ja. Še zdaj mi jih nosiš. A vidiš, kako so ljudje? A vidiš, kako so ljudje? Nasramen. Ja, so. Ti pa meni zdaj zameril, ki sem ten cekivel. Bote svinčnike tudi z Ljubljane dobiva. Ja, vem, za Božič bom že. Pa v gorje vas bo skočijo pedal. Kako ga zdaj rekel? V gorje vas bo skočijo pedal. To pa res radaš. No. Del zborov pa si je ogledal Triglavski muzej in sicer v spremstvu vodnika Požganca. Za sproščeno druženje tako pevk in pevcev kot tudi vseh obiskovalcev je po končanem koncertu poskrbel ansambel Zgornjesavci. Dogodek je sofinancirala občina Kranjska Gora. Današnji dogodek 19. zvonarjada poteka tule v telovadnici osnovne šole 16. decembra v Mojstrani. Tukaj moramo čestitati Triglavskim zvonovam za odlično organizacijo in pa seveda Zgornjesavcem za odlično zabavo. Tole je odličen in super uvod v pomlad pod Triglavom, ki jo bomo nadaljevali naslednji konec tedna. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna poglejmo še, kaj nas čaka v prihajajočih dneh. V četrtek ob 10. bodo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori predstavili izsledke raziskave lesa na etnološki dediščini Liznikove domačije. Odprtje fotografske razstave Fauna naravnega parka Julijsko Podgorje v fotografskem objektivu bo v petek ob 18. v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Nastop orkestra Slovenske policije bo v soboto ob 11. na Trgu Olimpijcev v Mojstrani in sicer v okviru praznovanja jubileja policijskega združenja IPA. V soboto bo turistično društvo Dovje Mojstrana znova organiziralo Juriš na Dovško babo. Štart nordijske hoje bo ob 9:15, teka ob 9:30, kolesarjev pa ob 10. Otroški tek na 400 in 800 metrov se bo začel ob 10:15. Štartno mesto je na Dovjem pred hišo Parkater, cilj pa na Cicovem rovtu. Pot gre najprej skozi vas Dovje, potem pa po makadamski poti proti Ravnam. Proga je dolga 5900 metrov, premagali pa boste 400 metrov višinske razlike.
Dan odprtih vrat na Pocarjevi domačiji v Radovni z ogledom razstave Narodni parki v skrbi za naravo in voden botanični sprehod po grbinastih travnikih Zgornje Radovne bodo v soboto ob 11. Udeležba je brezplačna. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Imajte se kar se da lepo in nasvidenje do prihodnjič.